Ljudje in ljudine, poslušate 208. epizodo 7. sezone podcasta Obot, podcasta, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo, preizkušamo in poslušamo serije filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov, od F do Z. Obot, osebno bdimo nad okularnimi distrakcijami, smo Mito Gegić, Servus, Igor Harp Jo. in Aljoša Harlamov, tokrat brez gosta oziroma gostje, a nič manj gostoleči. Današnja epizoda je nekakšen pregled štirih zanimivejših aktualnih žanrskih vsebin, ki smo jih v teh časih pogledali. Podcast bo zato razdeljen na 4 poglavja, si zapomnil, Igor, tako da se lažje usmerjate, če česa še niste pogledali ali vas sploh ne zanima. In sicer bomo govorili, začel bom od zadaj, o filmu Stotnik Amerika, pogumni novi svet, ki ga lahko še vedno ujamete v kinih, o filmu The Gorge, ki si ga lahko od prejšnjega tedna ogledate na Apple TV+, o filmu The Order, ki je pred kakšnim tednom ali dvema prišel na Amazonov Prime, ter o seriji Dune Prerokba, oziroma Dune Prophecy, ki je konec lanskega leta prišla na Max. Minister za domači terorizem in superjunake opozarja, epizoda lahko vsebuje kvarnike. Zato poslušate na lastno odgovornost. In zdaj malo muzike. Kakorkoli že, skratka, danes delamo kar 4 stvari, zato bomo malo mogoče pohiteli skoznje, oziroma vseeno pa seveda pričakujte našo koncizno, prepričljivo in zanimivo debato. Jaz sem rekel, da sem prej naštel od zadaj naprej, tako da zdajle, če ste prav šteli, začnemo torej z serijo Dune Prophecy, oziroma Dune Prerokba, ki je prednadaljevanje filmov gospoda Villeneuva, kakorkoli to izgovorimo. Žanr je fantazija, znanstvena fantastika in tokrat tudi politična srhljivka. Sicer pa sta ustvarjalca serije Diane Ademu-John in Alison Shapker. Prva niti nima še nekih velikih zadetkov, medtem ko je druga znana po serijah Alias, Fringe in Altered Carbon. Sicer pa se serija naslanja na knjižno trilogijo Great Schools of Dune, ki je šla v časih 2012 in 2016, a je časovno umeščena v poznejši čas. Na to knjižno trilogijo ste pa napisali... Zgodnejši čas. Zgodnejši. To se dogaja ful let pred Dunom, ja. Aha, ok. Se pravi zgodnejši čas, drugače pa je trilogija delo Briana Herberta in Kevina J. Andersona. Zdaj pa tako, če se vam zdi, da bi radi slišali kaj več o Dunu oziroma Peščenem planetu, smo o knjigi in prejšnjih ekranizacijah, se pravi, govorili že v naši 9. epizodi, pobrskajte daleč po zgodovini in si jo omislite. O prvem Villeneuovem filmu smo pa govorili v 105. epizodi, o drugem pa v 184. Skratka, če hočete ujeti ta pogovor, lahko poslušate prej kar 3 naše epizode. Igor, a boš ti vseeno malo obnove povedal serije, če tudi nisi uspel pogledati do konca? Zdaj v bistvu jaz bi najprej povedal, da medtem ko filmi oba zaenkrat Dune in prihajajoči, ki je v nastanku temeljijo na romanih Franka Herberta, medtem ko ta serija temelji na romanu Briana Herberta, torej njegovega sina, in Kevina J. Andersona, ki je pač en tip, ki piše stvari. Brian in Kevin sta napisala res veliko knjig, tako več 10, in niso posebej dobre. In to se tudi opazi pri tej seriji, ker preveč stvari not mešata. Ni sam problem, da dialogi niso toliko vredni, tudi sami zapleti so tak in dostkrat dajete stvari noter, ki so nepotrebne, ker gradijo nek lore, ki je bistveno prekompleksen in postane vse skupaj pol
pač razpade. No. Zdaj to zgodba tukaj je postavljena torej 10.000 let pred Dune in spremljamo sestri Valjo pa Tulo Harkonnen. To se dogaja kmalu po butlerianskem džihadu, kjer so ljudje premagali misleče stroje, torej robote, AI, in od takrat so ti prepovedani. Zdaj v bitki se je zgodilo tako, da so Atridi bili kreteni in so potem Harkonnene nasadili, da so Harkonneni onečaščeni. In zdaj te dve, Valja in Tula, probata nekako povrniti družini čast, tako da sta zraven pri osnovanju Bene Gesserit in to naredita tako, da kar takoj skineta v prvem delu že ustanoviteljco in sami prevzameta red. Sicer jima nekaj ju vodi v temu, ni čistih lepje in neka politika, ampak imata neko ideologijo zadaj, neko vizijo. No. In potem pa spremljamo en kup teh palačnih intrig, ki so zelo podobne, ki malo spominjajo na House of the Dragon. Oni ful so eni ljubimci in potem se še tam naenkrat pojavi eden, ki je na nek način kvizac Haderach pred kvizacom Haderachom, ki ga je peščeni črv požrl. V glavnem, meni je to bil kar precej mes vse skupaj. Me pa zanima, kak je vama bilo, ko sta pač do konca pogledala. Se potem stvari poštimajo do neke mere? Ja, najprej hvala, da si obnovil malo zgodbe. Tukaj smo 10.000 let pred filmom, nekako spremljamo vso stvar. Drugače, Emily Watson igra mati prednico Valjo Harkonnen, Olivia Williams je čestita mati Tula Harkonnen, njena sestra, tale, ki si ga pa omenil, lažni kvizac Haderach, Desmond Hart je pa Travis Fimmel. Ja. Ne vem, Mito, boš mogoče ti začel, ti si prvi pogledal od nas, kako se je tebi zdela serija. Zdaj, dobro, jaz mislim, da za tiste, ki ste na Discordu, in če niste na Discordu, pridite na Discord, imate povezavo spodaj. Tam se že nekaj časa smo se pogovarjali skratka o tej seriji in ljudje niso bili tako zelo navdušeni. A si jo ti malo branil ali sem samo jaz imel tak občutek, da si jo malo branil? Jaz sem jo branil na začetku do ene pete, mogoče ne, 4. epizode, pol pa moram reči, da je zdrknilo v neko povprečje. No? Jaz dejansko prvi dve epizodi sta mi predvsem mid, ampak sem rekel, ok, dost nastavljajo. 3. epizoda mi je dala neko upanje, ker je dejansko dalo motivacijo glavnima dvema likoma, se mi je zdelo v redu, delite na tem, delite na likih in pri tem je žal tudi ostalo. Ni se nič nadalje razvilo, v bistvu je celotna sezona v 6 epizodah napahana za zapletom za najmanj 2 epizodi. Sezoni, pardon. In mi je preveč kompleksna, mestoma pohitrena, mestoma naprimer on zaplet z uporniki, pa ono generično gostilno, tisto mi je čisto mimo, ker je očitno prehitro napisano za neke fore. Tako da zelo mešane zadeve pred njih, do serije mislim, da bi lahko bila ful boljša. Ja, tako nekako sem tudi jaz imel feeling. Čeprav jaz moram reči, da po vseh teh, ko sem pač zdaj gledal, jaz sem jo pogledal pravzaprav nekako danes, 4 epizode sem danes pogledal, predtem sem samo 2 pogledal. Moram reči, da razumem kritike, ki so bile, predvsem jaz vidim tukaj mogoče nek problem, ki bi ga imenoval HBO-jev dotik oziroma HBO-jeva neka produkcija, kjer se mi zdi, da je stvar zelo podobna ne samo House of Dragon, ampak tudi prejšnji Game of Thrones. Skratka, imamo vse te intrige, močne ženske like, ki vladajo sence, malo magije in seksa. Tako da neka ta kombinacija vsega tega je,
ki ni nič, jaz ne pravim, da je zaradi tega napačna, je pa pač serija se zdi taka, kot, mislim, nič nekaj blazno presenetljivega ni, hkrati, da ne vem, mene je mogoče malo motilo to, da je, ne vem, to se dogaja 10,000 let pred, skratka, Dune pa imamo vseeno, pač bolj ali manj je vsa zgodba o Harkonnenu in A30 spet, kar je pač tako, ok, super, pač ta spor traja več kot 10,000 let, sjajno. In še daleč v prihodnost potem, Pa še daleč v prihodnost. Mal je tako, no mislim, mal imaš ta občutek Luke Skywalkerja pri Star Warsih, ne, skratka, da ne gre nič brez njih, ampak malo mi je mogoče bila ta nek čuden ta nek feeling fokusa. Zanimivo mi je bilo to nastavljeno, kako so to sestrstvo, kako prikažejo Bene Gesserit, po drugi strani nič prav nisi izvedel o njih, tam se dogaja kot nek na bradavičarki, neki se prepirajo, njihove vajenke imajo so totalno imajo mnenje glede vsega, mislim, če bi jaz bil mati prednica, no shit, ampak ne vem, a se vam zdi, da ne vem, serija kaj doda temu svetu, da ga razširi, vseeno se mi to ti si rekel, veliko je pa nekih intrig, veliko je nekih preobratov, veliko je nekih stvari, se zgodi v teh 6 epizodah. Ja, v bistvu tako se mi zdi, da pač zelo dobro operirajo, ali pa zelo, mislim, da si domišljajo, da zelo vešče operirajo z zapletom, kam ga želijo speljati, ali pa vse mogoče vedo, kje želijo pristati na koncu, ker koliko razumem, je to na podlagi 3 knjig, tako da v bistvu neka podlaga je tam precej zacementirana in si najbrž lahko tudi privoščijo takšno gostoto. Ta ista gostota pa mislim, da je tudi njihov glavni problem, ker za svežega bralca, ki je potem postavljen, ali pa gledalca, ki je postavljen 10,000 let pred nečim popularnim, kar smo zdaj pač preko Villeneuve ekranizacije, pa še pred tem Lynchove ekranizacije doživeli, je vseeno prekompleksna. Če primerjam z Game of Thrones, se je v bistvu svet zelo bolj na easy gradil. Tle si pa takoj vržen v Prana Bindu, pa AI, pa butlerijski džihad, pa črvi. Ampak ok, ene te pojme lahko obvladaš, ampak zgolj tam ti neke priimke mečejo tam ven, pa rečeš, Harkonneni so črni, Atreides so tisti, ne vem, šumarski vitezi, rečemo temu, vsaj tle v tej inačici tukaj. Je premalo, da bi v bistvu gledalca lahko bistveno bolj fiksno držal. Za poznavalce je mogoče to ok, meni je mogoče to na začetku bilo dovolj, ampak mislim, da za večino folka ne. Pa tudi potem na koncu se izkaže, da tudi to ni dovolj, ker likov zmanjka, mislim, grajenje na likih zmanjka, ker to, kar v bistvu kamor se polaga fokus, ni zgolj na Tulo pa na Valjo, na Harkonnene sestre, ampak tudi na cesarsko družino, pa na upornike, so v bistvu ti liki bistveno premalo narejeni, da bi mi bilo zanimivo za 6 epizod, pa za toliko špeha od tega zapleta. Ja, meni je tudi recimo to problem, ne mislim, ti si tukaj, Aljoša, v zapiskih dobro primerjal z temelji. Mene ne zanima toliko akcije in likov, ki odletijo malo mimo in so pač nekako različni od drugih, mogoče, ali pa tudi ne. Mene bi zanimalo, odkot tukaj osnovna filozofija Bene Gesserit in celotnega sveta izhaja, in da bi se malo bolj posvetili temu. Zdaj, dobro, jaz razumem, da sem jaz full pač fanatik Dune, ampak mislim, to bi naredilo serijo malo drugačno, nekaj posebnega. Če bi imel en fokus na teh stvari, zaradi katerih je ta svet nekaj drugačnega, ne pa, da je to samo nek znanstveno-fantastičen svet, kjer se full šopa cel cajt. Tu se mi zdi, da je zamujena priložnost, ne glede na literarne predloge, pa tukaj literarne uporabljam zelo pač prosto. Ja. Mislim, vsekakor se strinjam tukaj s tem, mogoče še bi lahko še bolj izčistila, pa rekla, da v bistvu Herbertova serija ima v bistvu zelo jasne filozofske pa konceptualne postavke, medtem ko ta serija jih niti ne kaže, v bistvu se bolj želi emulirati neko
neko TV serijo, ki jo vsi dobro poznamo, ali pa si domišljaš, da jo poznaš. Ker tako kot je Aljoša naštel od zapletk pa do seksa, pa do recimo neke malo akcije, pa teh političnih intrig, to smo že videli in to HBO tudi dobro obvlada. Ne? Tukaj pa mislim, da ti pisci, ki se pa tega loteva, niso najbolj uspešni. No? Ja, mislim, da meni je že ena zelo zanimiva reč, na katero pomisliš, je pač ta, da recimo ta serija seveda si lahko prosto sposoja dizajn od filmov, ker preprosto je ista stvar in ima pravice pač to jemati, ampak po drugi strani si človek vpraša, v 10,000 letih skratka se ni nič spremenilo. Mi bomo čez 10,000 let gledali enake vesoljske ladje, enaka mesta, enako kulturo, vse je isto. Čeprav tukaj bi v bistvu, ne vem zdaj, če bo se Igor z mano strinjal ali ne, ta sci-fi Duna je v bistvu družba v stagnaciji in to je tudi konceptualni izziv človeštva v tej prihodnosti, kjer pač je strah pred propadom tudi gonilo za določene like, da premaknejo neke zadeve naprej, pa tudi naredijo neke korake. In veš kaj, stagnacija 10,000 let mi je logična, ker pač nimaš strojev, pa feudalno ureditev, ki se pač nikom ne more premakniti. Ne? Ja, samo stvar je pa še vedno v tem, da je tukaj pred tem, ko je vzpostavljen svet, tukaj po džihadu, tu še ni čist, oni šele odkrivajo, kaj je točno na Dunu. Oni še nimajo Spice Production zrihtan, oni še nimajo navigatorjev na tej, nimajo mentatov. In nimajo Bene Gesserit, to so stvari, ki so na začetku razvoja. Ja. In tukaj je problem, da nekaj malega bi se moralo od te točke pa do 10,000 let kasneje, ko je to že dobro vzpostavljeno, spremeniti. Če tudi se vse to zgodi v naslednjih 100 letih. Ampak mi zdaj spremljamo 80 let ali koliko, in ni še manj, 50 let ali koliko je bila ta prva sezona oziroma prva epizoda in ni nobenega napredka, ki bi moral biti. In tukaj je to, kar sem prej rekel. Mi moramo videti, na čem je vzpostavljen Bene Gesserit red, na čem so vzpostavljeni pač navigatorji in tako dalje. Ja, tu se pač, mislim, se vemo kot bralci knjig, ali pa vse dobro midva, ali še vem, da se še ni zagrizel v to peščeno jabolko. Da pač Spice potem določenim redom človeštva, kot so Bene Gesserit pa navigatorjem podeli moči, ki so jih prej zasedali razmišljajoči stroji. In šele ta družba bi šele mogla vse pokazati, tale okroj, vzpostaviti ta okroj, ampak tle pa nekako že je vzpostavljena. Mislim, da v prvi sezoni ne vidimo navigatorjev, medtem ko Bene Gesserit pa se tam že nekaj igrajo z temi kapljicami, pa ti rebelsi tudi Spice nekako tihotapijo. Se vem. Mislim, da je ful zamojena priložnost tale serija. Se popolnoma s tabo strinjam, v bistvu bi moglo tlele v smislu grajenja sveta, bistveno več bi mogli narediti. Ja. In pa mogoče, če smo že pri tem, pa če smo že malo pikolovski, kakšne te politične intrige bi vseeno lahko bile malo bolj, mislim, kljub temu, kolikor je produkcija zelo visoka in kolikor recimo vseeno vidimo, da skušajo pač pokazati, ne vem, neke premike med temi hišami, so ene stvari vseeno zelo, zelo naivne, Tam, skratka, te čruvser resnico govoreče svetovalke, ki jih imajo vse te hiše, vsem povejo, skratka, dajte Harkonnene, dajte izbrati eno manjšo hišo, dajte Harkonnene, in potem oni pridejo tja in tam je zdaj šefica Bene Gesserit, pač mati prednica, je zdaj svetovalka House of Harkonnen, pa se noben ne vpraša, to pa je čudno na ključe. Ja. Mislim, da je tok neumni, če so tok neumni, pol pa res ni čudno, da to cesarstvo stagnira. Ja, to je res. Tako da jaz mislim, da pač jaz v končni fazi nisem čisto razočaran. Vseeno, ene stvari so mi bile zanimive, lik, ki ga je naredil skratka Travis Fimmel, Desmond Hart, mi je bil zanimiv, zanimiva mi je bila njegova sposobnost, zanimiva mi je bila ta povezava med
črvi in stroji, ki je nisem čisto dobro razumel, ampak in bi rad kaj več zvedel o tem in upam, da se tega v drugi sezoni lotijo. Mi je bilo pa zanimivo, ker se mi zdi res ful podobna temeljem, skratka res. Se mi zdi, da so tukaj neke zelo podobne ideje skrivanja po vojne z mislečimi stroji in s tem, da obe strani uporabljata misleče stroje na skrivaj. Tako ena taka stvar. Ja, jaz tudi upam, da bo še več videti. Predvsem ena par zadev itak so večino zadev samo nastavljali, zelo malo odgovorili, ampak prvič se vidi, sorry Igor, če ti zdaj spoilal, ampak torej Face Dancere, torej ekranizacija njih, pa mislim, da tudi tale logika, da bi zdaj črvi pa stroji bili nekako povezani, ni jasno vzpostavljena, to je samo neka vizija. Mislim, da one modre učke ali pa neko žarečo stvar, ki je noter zdaj dve verziji sta, ali je to neki daljni odsev Božjega imperatorja leta 2. Iz knjig, ali pa so to Ixianci, ki so pa tehnološko napredno ljudstvo. Mislim, da so Ixianci. Tako da ker to bi znalo biti neka povezava. Vse te mali stroji, veš, ona mala zgodbica od otroka, igrača, ima neko modro svetlobo in ta modra svetloba se isto povezuje kao z onimi modrimi učki, to je moja povezava, da so to, tudi on AI, ki je potem pri Bene Gesserita, še en kvarnik, ima tudi neke modre svetlobne nastavke. Tako se mi zdi, da tudi probajo neko povezavo narediti. Jaz mislim, da nastavljajo, da bo na koncu imeli lahko pravi Marvel finale, pa bo en blue light beam proti nebu, pa se bojo borili z nekimi laserji in to bo to. Tako. Skratka, mislim, da je to bilo to pravzaprav v tej seriji. Če ste pogledali, še vedno lahko poveste, kaj ste si vi mislili o njej in se nam javite mogoče najlažje res na Discordu in se vključite v debato o tem. Spremljali bomo dalje in bomo videli, kako bo z drugo sezono tega. Nenazadnje so napovedali še neke druge projekte in med drugim seveda tudi tretji film, ki ga pač začnejo, mislim, da čez kakšno 2 leti snemati. In mi preidemo na film The Order, skratka, jaz sem to prevedel kot odred, ker nisem čisto ziher, ali naj bi bil to red ali odred, ampak pustimo, kakor pač je, žanr je kriminalka, srhljivka in prosim, če lahko, samo ena tak medklic, ljudje, srhljivka, ne thriller. Thriller ni, mislim, za thriller pa res že imamo milijone let prevod in ta je srhljivka, ne vem zakaj ljudje uporabljajo skozi thriller, srhljivka, film zarote in neka film o teroristih, teroristična nevarnost. Ustvarjalci filma sta in režiser je Justin Kurzel, ki je naredil med takimi bolj znanimi stvarmi Macbetha z 2015, pa Assassin's Creed, True History of the Kelly Gang 2018, drugače scenarist filma je Zachary Jones, Balin, ki pa je delal tudi King Richard, če smo že premeli Macbetha, dajmo še enega Shakespearjevega zraven, in Creed 3 pa Gran Turismo. Film je pa drugače posnet po knjigi The Silent Brotherhood, The Chilling Inside Story of America's Violent Anti-Government Militia Movement. Iz leta 1989 knjigo sta napisali Kevin Flynn in Gary Gerhardt. Igor, ti si spet na vrsti z obnovo filma. Ja, zdaj zgodba filma The Order, ker jaz mislim, da je red, ker so oni se tako imenovali. Okay. Je zgodba o FBI-jevcu, ki preiskuje neonacije in jih dobi na koncu. Mislim, je po resničnih dogodkih, pri čemer je tale policaj ni čist resničen, ampak to, kaj neonaci delajo, kako so zbirali denar, kako so rekrutirali člane, te stvari pa so. Začne se pa s tem, da se eni tipi peljejo v gozd in potem 2 ubijeta tretjega, zato ker je preveč gobezdal. In ravno tale, ki je gobezdal, pač pridejo govorice do tega FBI-jevca, ki potem raziskuje dalje. On pa je pač zelo mizantropičen alkoholik, ki je doma pusto familijo v New Yorku in
zdaj tukaj kje sploh sem že pozabil? Idaho. V Idahu. Ja, če se reče mesto Coeur d'Alene. What the fuck? Tako pač sred ničesa, on telefonira, pa upa, da bo takdaj prišli, ampak je vsem jasno, da je nikoli ne bo. Ne? Mislim, niti javite se mu. Javijo, 2 hčerki ima pa ženo. 2 hčerki pa ženo, ja. No in tam potem rekrutira enega policaja si zraven, pa potem še iz Washingtona, iz Spokane še FBI-jevce, pa probajo nekako razrešiti stvari, na koncu pa ta človek, ki ga lovijo, naredi samomor, raje, kot da bi se pustil prijeti. Ja. Res je. Jaz moram priznati, da me je mogoče malo presenetilo, predvsem to, da se to dogaja skratka okrog mojega rojstva. Zakaj bi bilo? Ne ravno zaradi tega, ker se dogaja okrog mojega, ampak predvsem zato, ker je to vseeno malo, bom rekel, ni tako daleč nazaj. No. Jaz moram priznati, da sem prvič slišal za ta primer, za te stvari, ki so se dogajale, in da mi je to bilo, se mi je zdelo še kar zanimivo, no, pri celem tem filmu. Okay. Kaj, jaz sem že mislil, da hočeš, da boš napeljal, da verjameš v reinkarnacijo in oni, ki je umr tam. Sure. Ja, mislim, Američani so vedno imeli problem z naciji, nikoli tak fejst kot zdaj, ampak to je bilo eno obdobje, ko v 80-ih in potem so tele zabili in potem je prišel Timothy McVeigh in te stvari v 90-ih, ko so Oklahoma City bombings bili in potem so jih zabili in potem je po 2001 ratalo biti okej, če si nacij, ker pač ne maraš muslimanov, namesto da ne maraš židov, pa boljš skozi gre. A ne? Jaz ne vem, ampak... Ne, pač v resnici se mi je zdel film je tak, no, mal je mračnjaški, en tak stekljivka, je pa zgodba dokaj, bom jaz rekel, premočrtna, v bistvu nekako spremljamo cel primer, kako se je razvijal, kako ti policaji iščejo, skratka te neonacije, kakokoli že, najprej v bistvu sploh kako ne verjamejo v to, da bi ti ropari lahko bili ravno ti, zato ker nekako tega do zdaj, te skupine, pač desničarski skrajneži, tega do zdaj niso počeli, niti niso bili tako dobro organizirani, ampak so bolj bili tako, kot mislim, da so jih malo podcenjevali, da imaš ta občutek, kot da skuša skratka zgodba povedati, da so do zdaj te skupine malo podcenjevali, zdaj pa se prav kar tu izkaže, da pravzaprav gre za eno zelo, zelo pač resno zadevo. No? Ja, film daje nekako vedeti, zdaj tudi na koncu v napisih omeni, da torej kaj, tale Turnerjevi dnevniki ali kakorkoli je ta knjiga, ki jim služi kot načrt za novo revolucijo, ne? Da je to zelo vplivna knjiga, ne? Torej, da je celo lahko jo zasleduješ, njen vpliv do januarja 6.21. Film je v bistvu na nek način minimalističen, tako v karakterizaciji kot v zapletu. Zgleda sijajno, meni je res izjemno super posnet. Pa fotografija je izjemna, igra je tudi čist tipi-topi, igralci so super. Nicholas Hoult je tale Ben Matthew, ki je glavni Arijec, no, vodja tele odpadniškega odreda, kakorkoli. Jude Law pa tale klišejski FBI-ovc, ki ga ful kadi, pa pije, pa ne more, mislim, da nima več družine, ker oni so se odklopili od njega, on tudi cifra, ki jo kliče. No, skratka, pa potem tisti mladi policist, ki ga potem najebe na koncu, zato ker je pač preveč poslušal svojega šefa, oziroma bil preveč vpleten v vse skupaj noter. Ampak še malo me moti, da si ne dovoli biti bolj moralizirajoč.
ker se zelo bolj politično glasen hočeš. Ja, jaz mislim, da bi se lahko to pravočil, ker vseeno pač Američani mislim, da bi morali sami sebi najprej priznati, da imajo neke določene probleme, pa tudi določene jasne premice, pa črte, pa zamejitve postaviti in ta film tukaj zgreši to poanto, ker seveda obsoja nacizem na način, kako to razdira družine. Kakšne posledice pusti na življenjih sodelujočih. A na koncu tale Ben Matthews vseeno ima neko napol mučeniško smrt, ki se ne preda in vsi vedo, da se ne bo predal, pa pač ustraja, da v požigu tiste hiše se usede v banjo in zaspi lepo smrt, kakorkoli ga potem čaka 72 devic, ne vem, kaj pač nacisti pričakujejo. Ampak ja, mislim, da bi lahko bil malo bolj glasen. Ja, mogoče povezano s tem, da so ga naredili ne Američani, mislim, ne nazadnje režiser je Avstralec, pa mislim scenarist tudi menda, pa glavna igralca sta Angleža. Ne? Ja. Mislim, tako se mi zdi, da film postane nekako emocionalen v trenutkih, naprimer, ko Juliet Smoletova, ki igra FBI-ovo agentko nadrejeno, Jude Law. Journey Smollett. Ja, hvala. Odreagira na plakate rasizma, naprimer. Pa se mi zdi, tu film jasno pokaže pri kaj politični message. Pri ostalih pa noče biti tako direktni, se mi zdi, zakaj. Mislim, ne bi žrtvoval nobene neke velike lirike ali pa poetičnosti, ki je spostavi v posnetkih ali pa v pokrajinah ali pa v čemarkoli, v bistvu v glasbi, kakorkoli, na produkciji. Tu mislim, da bi si lahko upal več. Ja, nekaj prav, niti nobeden od policajev ne dela tega primera iz političnih vzrokov, ampak iz povsem policijskih, ker so oni kršili zakon. Oziroma ta Ty Sheridan vidi še, kako vpliva to na njegove prijatelje, ko so odraščali in je še malo tega osebnega. Noben pa ne reče naciza. I fucking hate those guys. Tudi v bistvu neka distinkcija je spostavljena noter kao good nazis pa bad nazis, ker v bistvu kao The Aryan Brotherhood, ki je on nek župnik, ki govori, da počak se veš, 30 let pa bomo imeli kerlce, ki bojo tam glasovali v parlamentu, kongresu pa senatu. Ja, sem mislim, da jih postavi kot good nazis, mislim, da jih kot very dangerous nazis. Seveda, film je jasen vse do te mere, da vemo, da nam da vedeti, da jih tretira kot zlikovce, ampak eno so radikali, ki so naši antagonisti v tem filmu, pol imaš pa kao bolj konzervativne, umirjene nacije, ki tisti so pa kao vseeno sprejemljivi, tudi za policiste v onem mestu so sprejemljivi. In tu se mi zdi, da film malo meša svoj message. Ja, jaz moram tudi reči, da me je to kar precej presenetilo, da v resnici ne nagovori njihove ideologije, mislim, da skoraj da na nobeni točki. Tudi seveda Jude Law je FBI-vec, ki raziskuje organiziran kriminal, se pravi, predtem se je bavil z mafijo v New Yorku in zdaj je to dejansko zanj spet organiziran kriminal, bolj kot pa naciji. In edino tam, kjer Journey Smollett, to je bilo tudi meni, se mi je zdel edini moment, kjer film se mi zdi prizna, da tukaj pač je neka zločinska ideologija tukaj na delu, čeprav prej vidimo, jaz mislim, da zelo močne prizore, ko oni pridejo do te arijske nacije, v to vas, ki jo imajo posebej narejeno in vidijo te nacistične zastave na strehah, pa otroci pač zikhajlajo z nekih igral in podobno. Ima kar nekaj teh zadev. To se mi zdelo tudi meni zelo zanimivo. Po drugi strani mi je bilo tudi izredno zanimivo, ker se mi zdi, da film ustvari ta nek lik, ki ga igra Jude Law, ki je zelo problematičen. On povsod podivja, povsod je prehiter, povsod potegne, na koncu je celo on kriv za smrt tega svojega policista, ki ga vleče s sabo, ki ga igra Ty Sheridan. In tudi tega film nikoli prav ne problematizira. Tudi on postane pol neke vrste junak, gre v gorečo stavbo, se tam sooči iz čistega miru z Bobom Matthewsom oziroma Nicolasom Holtom in gre ven in on umre in to je praktično to. Zdelo se mi je, da filmu kar nekaj manjka na tem neki, da bi upel. Po eni strani se mi je zdelo čisto fino, da Ty Sheridan oziroma Jamie Bond pač ta lik pove,
Judu Lawju, da on je itak prišel zdaj sem in misli, da so vsi redneki, neonaci in da ne vem kaj. Ja. Super, ja, absolutno niso, ne biti stereotipni, ne. Po drugi strani pa nič ne pove o tem, kako je ta arijska nacija upeta v to družbo, ker več kot očitno je. Plakate imajo vse posod. Šerif, čisto na začetku šerif skuša utišati policista, ki takoj pač pove, oni so tu 20 minut vožnje stran, niso tako daleč, kot šerif se zlaže. In tako naprej, ampak tega potem nikoli ne nagovori in ne opne te stvari v neko širšo družbo in se mi zdi malo škoda. No. Se mi zdi, da film ostane na nekem območju true crime, pregled samo nekega, kako se je nek primer razvil in kako se je končal in to je to. Moram pa tudi sam reči, da mislim, ta brutalnost FBI-ja v 80-ih, to je res fucking amazing. Ti postaneš sam v bajti, nobenega nikoli ne bomo poslali, da se bo pregovarjal z njim. Ne, mi bomo zažgali Klinčevo bajto in ga kar zažgejo in čakajo, da bo ven prišel. Mislim, kaj je narobe z vami ljudje, no? Optimizacija procesa v 80-ih. Ja, mislim, človek, ko gleda tak film, pa si reče, kaj so počeli v 80-ih, se res ne čudi, kako Amerika in Izrael delata s terorističnimi organizacijami in s tem, da pač kar lahko pobiješ vse in kolateralna škoda je lahko ne vem koliko otrok in ne vem koliko družin, zato da boš ti ubil tistega enega človeka. Ja, sej pol, glej, iz takih akcij pol je prišlo do Waco, Texas. Tako. Ja, mislim, ni na ključje, da je Waco, Texas 10 let, niti ne 10 let kasneje bil. Ja. Zatem, tako da, ja. V 80-ih so predvsem dost kadili, bi rekli. Ja, tudi v tem filmu se kar radi preklopijo. Kako se pa tebi zdaj, Igor? Ja, Igor, ti še povej, ti si ga kar visoko ocenil, no? Meni je bil zelo všeč. Mislim, meni so filmi od tega Avstralca, Justina Kerzela všeč, skoraj vse sem videl. Assassin's Creed ima glupo štorijo, ampak je še vseeno lep. Ne? Vsi filmi so full estetski. Malo ta estetika spominja na, fakt sem pozabil, kak je že onemu ime, ko je The Road naredil, ki tudi snema zelo temačne filme, tudi Avstralc, mislim, da sta isto stara nekje. Macbeth mi je recimo super, mislim, sej več verzij Macbetha je super, ampak ta mi je bila zelo všeč. Je pa pač, ja, tale moralni element zadaj, ne glede na to, kako fajn je videti, da pač naciji izgubijo, je pa problem v tem, da ni neke resne obsodbe tega, ne, zakaj je to vse problem. To se absolutno strinjam z vama. Je pa full fine pacing, pa to malo ima klišeje občasno. Mislim, kot glavni junak, ne, je cel en walking, talking klišej, ampak deluje znotraj žanra. No. Ja, jaz moram sicer reči, da pač meni je res ta družbeno-političen del mi je zelo manjko, ampak po drugi strani pa tisto, kar je Mito recimo omenil, mi je bilo pa všeč, recimo, da pokaže, kako seveda neka grozljiva, sovražna ideologija vpliva tudi na družine oziroma na svojce teh ljudi, ne? Kako je pač mama zgrožena, ko vidi pač očeta, kako ne vem, koliko starega otroka uči streljati z neko polavtomatsko puško. No? Ki se mi je zdelo res grozno. No? Ja, to se nam zdi grozno, Američanom se je zdelo, je valjda. Ne, za ti pospoštovati. Ne, mislim, da Jude Law nekako sam v ne vem, kjerem odgovoru povzame, kako on vidi ta problem in kako ta film vidi ta problem, kao da pač naciji in mafici za svoje težave vedno krivijo nekoga drugega. In to je kao ta edina moralka, ki jo potem on spusti napram tega, kao, da v bistvu to so ljudje, ki ne znajo odgovornosti sprejeti za svoje dejanja in vedno krivijo nekoga drugega. Ampak to je taki popreproščen ameriški bullshit odgovor, pa mi je čisto eno, če ga Avstralc napiše, da mi pač tukaj malo zmanjka. No. Tu res zmanjka. No. Ja. Okay. Drugače pa sem hotel še prekomentirati edino, ponovadi 40 devic v nebesih. Ja. Ne vem zakaj. Mislim, da se to spomnim iz Alamuta, da so jih učili, da je 40 devic. Mogoče so upgradali na advanced. To je business class. Mislim,
A veš, med 40 in 72 je res taka razlika, mislim. Ne vem, kaj nam odgovorim. Je pa res, da je 52 tednov v letu, tako da mogoče bi bilo nekje vmes glih prav. To je bilo The Order, ki si ga lahko še zmeraj pogledate na Amazonu. Zanimivo je tudi to, da je to Amazon kupil. Tale film, ampak mislim, če sem prav razumel, ga ne je ta film samo na Amazonu dosegljivem zunaj Združenih držav Amerike in ne v Združenih državah Amerike. Tega pa ne vem. Okay. Zanimivo. Kakorkoli že, bomo to preverili in se o tem, mislim, da sem to nekje prebral na Wikipediji ali nekje. Kakorkoli že. Res je, najbrž ga je, mislim, tam je na Amazonu, ampak ne streaming, torej lahko ga pa kupiš na Amazonu ali Apple. Ja. Okay. Je pa možno, da ne bomo zdaj nekih teorij zarot odpirali. Seveda tudi to, da je kar tam vseeno bil v omejenih kinih, pri nas pa absolutno ni bil v kinu in je prišel takoj na pretočnike. Enako se je zgodilo z filmom The Gorge. Skratka, jaz sem ga prevedel kot požiralnik. Predvsem, kar je mogoče malo nenavadno ali pa škoda, zaradi tega, ker so Appleovi filmi vendarle pri nas tudi v kinu. Vse tako je bilo na zadnje z Clooneyjem in Brad Pittom, ampak Igor... Ne, Apple se je potem, ko niso dosegli z kinofilmi rezultatov, ki so jih želeli, oziroma so samo z Scorsesevim, ne pa tudi z Napoleonom in še nekaj so probavali, so se, z tem... Volkova, The Wolves. Ne, že predtem so imeli še onega, ki se ga ti gledal, ki je ful slab, ko je Dua Lipa not. Argyle, ne? So se odločili, da bojo dali en film na leto v kino, vse ostale pa bojo dali direkt v streaming in to so naredili potem, ko je Wolves že bil napovedan za kino. Mislim, da so ga v ZDA vseeno dali še malo v par kinodvoran, pol pa so ga dali, druge pa so ga dali direkt na Apple. In letos bo tale film Formula 1 z Bradom Pittom, poleti pride v kino in to je to, vsi ostali filmi pridejo direkt na Apple in tudi tale, ki bi po mojem v kinu še nekaj malega lahko naredil, ker zgleda, mislim, je čisto ok, pa ima te zvezdnike v glavnih vlogah, pa ima zanimivo intrigantno štorijo, pa ima dobro vizualno podobo. Ne? Ok. Skratka, žanrsko gre za netipični rom-com, bomo temu tako rekli, vohunko, akcijski film, tudi neke znanstvene fantastike in grozljivke je v njem. Ustvarjalec je režiser Scott Derrickson, ki ga najbolje poznate po filmih Sinister, The Black Phone, ki bo letos dobil nadaljevanje, in Doctor Strange. Scenarist je bil pa Zack Dean, ki ga pa najbrž poznate, jaz ga najbolj poznam po Fast 10, ker je to izjemno je prebrati, da ima ta film scenarista in da ga ni napisal AI. Kjer film pa je to neki hitri ten? Ja, to so... Folk, ki gre brez sončne kreme na plažo. To so kar Fast and Furious 10. V glavni vlogih sta Miles Teller in Anya Taylor-Joy. Igor bo pa povedal kratko obnovo filma. Ja, torej Miles Teller je full hud sniper, ki ga najame neka shadow organizacija prek marincev, ker zdaj je upokojen, ker ni psihološko čist tam, kjer bi moral biti. In ga najamejo, da gre na eno tajno misijo in ta tajna misija je, da varuje, pač ima nek stražni stolp in mora paziti, da nič ne pride ven iz ene globeli oziroma soteske. In na drugi strani te globeli je še en stolp, ki pa ga imajo prek, ker to je še iz časov hladne vojne, ima prek Sovjetska zveza in tja pride Litvanka Anya Taylor-Joy. In potem pač se ona dva gledata tam prek, prepovedane imata kao stike, ampak potem si začneta dopisovati in potem najdete način, da sta skupaj na takšen in drugačen način.
Na kar pol on dol pade in pač že prej smo videli, da so doli neke pošasti in potem gre ona za njim in se gre ta boriti proti pošastim in reši ta svet. Ja, okay. Res je. Čisto ok. Ja. Z atomsko pompo. Ja, tako kot se svet reši. Ponavadi rešimo. Ja. Zdaj film je tako zelo zanimivo. Ti si rekel, Igor, mogoče poveš kaj več o tem, da ima dobro vizualno podobo, tebi se zdela dobra, zelo spominja na Annihilation in pa na Pirate s Karibov, vsaj mene. Ja, pa kaj pa na tale Pedro Pascal serijo, kaj je Last of Us? Aha, tudi seveda Last of Us, fungi, zombi, imaš prav. Fungi, zombi. Funky zombi. Tako da glej, tale cel koncept skrivnostni, da je nekaj spodaj, to se mi je dopadlo. Doli je pa čisti rip-off teh stvari, ki smo jih omenili. Eno je pa ful barvito, pa se premika hitro sem pa tja, pa tak popcorn film je čist v redu. Dejansko, glej, vizualna podoba je boljša kot večini Marvela, še vedno in bolj izvirna. Okay. Tudi s tem, ki bomo ga naslednjega obravnavali. In njuna kemija je boljša kot to, kar Marvel proba prodati večino časa. Ne? In tudi drugi blockbusteri. To se mi zdijo... Mislim, da so nam standardi malo padli, zato ker je Hollywood pač vedno slabše stvari dela, ampak meni je bilo lušno to pogledati, je pa definitivno med slabšimi filmi od Scotta Derricksona, razen ono z Keanuom, tisto je bilo res za nič. Kaj je bil remake The Day the Earth Stood Still, tisto ne bi smeli narediti. Ok, jaz sem ga danes pogledal, no, če lahko sem jaz izvoli. Ravno malo prej in moram reči, da sem bil presenečen, da si tako navdušen, Igor, absolutno mislim, da so nam vsem standardi padli in meni je bil rom-com v resnici fajn. Dokler je bil rom-com in dokler sta se pogovarjala preko Globeli, mi je bilo zelo zanimivo. Tudi Anya Taylor-Joy je pač fascinantna igralka. Ne strinjam se glih s tabo, da sta imela neko blazno kemijo. Ko pridete skupaj, se mi zdi, da film zelo, zelo začne trpeti in da zelo, zelo pade. Dokler sta narazen, sta super, ko sta skupaj ni. Tista akcija Adam je bila pa zelo, zelo dolgočasna, moram priznati. Če vedno, se strinjam, gotovo boljše od marsičesa, kar počne Marvel, ampak to več pove o Marvelu kot o akcijskem filmu. Ta trenutek... Ne vem, meni se zdi ta akcija zelo taka video igra, pa streljenje rom-pom-pom, ti liki padajo, nobene fizikalnosti ni, nobene napetosti, nobene visceralnosti. Skratka, jaz nimam nič od tega, jaz res se dolgočasim, ko gledam te pač zombi, karkoli pač so bili ti votli ljudje, pač padati, zato ker nimam nobenega občutka, da lahko kogarkoli ogrozijo, da so kakršnakoli nevarnost komerkoli, posebej pa ne glavnima dvema junakoma. Tako da to mi je bilo še kar. Od takrat pa skratka, ko pridete skupaj, mi je vse skupaj zelo padlo. No? Ja, se čisto strinjam. Meni je v bistvu film najbolj zanimiv takrat, ko je ta neka čudna romanca, ki komunicirata preko zapisov ali pa zvokov ali pa glasbe. Medtem ko pa potem po pacu ali zdrsu v Globel je pa meni čista videoigra in to prav videoigra mešanca med Doomom pa Half-Lifeom. Annihilation smo že omenili kot neki konceptualni bratranec tega. Zraven tega, en plus bom še dodal, pa en minus še dodal. Plus mi je, da je to originalen IP, da ni neko nadaljevanje. Tako da to popolnoma podpiram, da se v bistvu Hollywood, ali pač koliko pač to je Hollywood, to so streamerji, pretočniki, da se pač trudijo nekaj novega delati, da ni obstoječa intelektualna lastnina. Drugi minus pa je, da to naredijo na tako podcenjujoč, žaljiv način do gledalca, da mi je bilo malo mučno gledati. Ne samo, da pač je ena videoigra posredi, da sta ona dva snajperista, ki skineta vse z največjo lahkoto, da ni nobene fizikalnosti za temo, da je glasba
original soundtrack mislim, da je čisto ok, da je celo Trent Reznor za soundtrackom, ampak tistih par, mislim, da se temu reče diageničnih oziroma needle dropov v filmu je pa tako grozno ilustrativnih, da me je ven metal iz filma, ne? Iz momenta, no? Pa ena parkrat so tako grozno ilustrirali, kak velik razmišlja, da me je kar srad prejelo. No? Tisti citat, ki ga prebral od Smitha, da mi je bilo res katastrofa. No? A res si mi zdaj šel to narediti. Ne samo, da ga prvič prebere na glas, pa si mislim, ok, v redu. Potem mora na koncu, na sredi filma leti nazaj, pa ga še enkrat na glas prebere, kot da ne vemo, da je tam tisto. Mito, motiviral ga je. Pač dal mu je motivacijo. Jaz moram tudi reči, da zelo zanimivo mi je bila ta izbira, da je to snajperist, ki je hkrati pesnik. To se mi je zdelo še kar tak precizni pesnik. Oprosti, samo ena stvar, a si stisnil mogoče pauzo na njegove kracarije? Sem. Ja, to je katastrofa, stari. Jaz sem v srednji šoli boljše pisal, kot pisal sem. Kako pričakuješ od snajperista? Zdaj pa mora biti to preciznost v besedi. Ne bodimo malenkostni, Mito, seveda je katastrofa, ne, ampak predvsem se mi je zdelo tudi zanimivo, ker takoj pride pa Moon pove, da vidi Halo meni, on tako reče, T.S. Eliot, in se tako, pač načitan, ampak zelo zabavno mi je, ker pač najbolj se naslanja, mislim, da to tudi citirajo v filmu, na to njegovo stanco, this is the way the world ends, not with a bang, but with a whimper, na koncu pa se film konča za atomsko eksplozijo. Torej z bangom in ne z whimperjem. Ne, res, film se konča na nekem grškem otoku, stari. To je tudi reči, za poljubom, na obsončnem zahodu. Kjer pride na zajčji obar. Ja, pa en dron, ki leti stran od otoka. Ja. Pa moram to reči, da zelo sem bil žaljen v imenu vseh nas na tej strani železne zavese, ker na zahodu on ima piši, briši tablo, ona ima pa še vedno papirje, pa flomaster. To se mi je zdelo pa tako. Meni se pa sedelo to genius, tako to na forak, kak je že ona urbana legenda, da ameriški astronauti so leteli gor v vesolje z nalivnikom, pa ni delali, Rusi so pa šli s svinčnikom, pa so bili kvaj. Še ena stvar je, ki jo pozabljaš, in sicer, da she leaves a paper trail for the bureaucrats to, collect. Tako da to je čisto logično. On lahko zbriše vse, pa it never happened, ne? Ona pa mora predati pol dalje. Ja, ok. Dost bolj KGB. Tako da ja, pa, a veš, ne vem, škoda, no se mi zdi malo, pa ta njuna romanca res ostane zelo platonska. Ja, jaz ne rečem, da je treba to HBO-jevsko pač rešiti z joškami in ritmi, ampak vseeno se mi zdi, da mora na neki točki reči, a si zamislil, kako boš spal z mano, potem pa, a si o tem razmišljal. In valjda, da je, mislim, o čem pa je razmišljal človek, ne vem, mesece in mesece sam v svojem strašnem stolpu. Oglobeli. Oglobeli, ja. Pa tako ena ful smešna pač stvar mi je bila, ker mu tam Sigourney Weaver, oziroma ta, pač kaj je ona, neka agentka, mu reče, dala ti bom nek motiv, da boš spet živel ali nekaj takega. Potem pa se jaz vprašam, kaj mu je pravzaprav povedala, glede na to, da on nič ne ve, ko je na unem avionu, in ko pristane tam, mu šele oni tip vse pove in si tako, kaj mu je pa rekla, s čim mu je dala on, s čim ga je ona motivirala, da je sprejel to misijo. Ja, tako vsakega Američana, s cashom. Da ne omenjam, da on ga tipa identificirajo, ko ga pa zamenja, ga potem strelijo in ga še vržejo s helikopterja, da prerežejo ono stvar, nekam vino vržejo. Mislim, to je enormous overkill. Ampak dobro, Američani ne šparajo metkov, vse to vem. Skratka, meni je bil, ampak rečeno ta romkom, ta weird romkom med Američanom in Litvanko, se mi je zdel pa zelo, Litvanka je. Ja, Litvanka, mislim. Litva. Če bi bil to film, pa ga raztegnili pol na to minutažo, ki ni dolga, ura pa pol je, čisto solidna minutaža. Če bi to naredili do konca, pa malo drugače ta mystery izpeljal, bi bil to bistveno boljši film. Pa moram reči, da pač vsa pohvala gre spet Anya Taylor-Joy, ki je še enkrat pokazala, zdaj ne vem, koliko so pač tudi tu uporabljali kakšen umetno inteligenco, ampak tistih par besed, ki jih izgovori, mislim, da v skratka litvanščini pač ženska obvlada tuje jezike. No? Ja.
In lahko igra vse, Rusinjo, Litvanko, Španko, Američanko, ne vem kaj še vse. Ja, viš, ona bi mogla poezijo pisati, on pa bobne ali nekaj že pač. Bobnet. Ja. Ok, super. Skratka, to je bil The Gorge, lahko ga pogledate na Apple+, če imate dostop do jabolčnika. Tajrci ga imamo vedno. In nadaljujemo k zadnji naši temi današnjega večernega pogovora in to je Captain America and the Brave New World, ki so ga v slovenščino prevedli, zato da ga ne bi zamenjali s kakšno knjigo, kot Stotnik Amerika, pogumni novi svet. To je že 35. film iz Marvelovega vesolja. Če vas zanima več o Marvelovem vesolju, zdaj bom zajel sapo, lahko poslušate naš pogovor o Ant-Man and the Wasp iz leta 2018 v drugi epizodi, o Marvelovih Netflix serijah v 7. epizodi, o Stotnici Marvel iz 2019 17. epizodi, o Avengers Endgame v 21. epizodi, o seriji WandaVision v 84. epizodi, o filmu Eternals v 106. epizodi, o filmu Ant-Man and the Wasp v 150. epizodi in o Guardians of the Galaxy Volume 3 v 160. epizodi. In kar ne morem verjeti, da smo Mravlje moža delali dvakrat. Okay. Ja. Zanimivo. Skratka, gre za superjunaški akcijski film, malo je znanstvene fantastike, kot je pač pri superjunaških filmih značilno, in tudi neke vrste vohunski vojni film. Režiser je tokrat Julius Ona, ki je med drugim naredil The Cloverfield Paradox in Luče, ne vem. Scenaristično ekipo je pa vodil Rob Edwards, ki je znan po Treasure Planet in The Princess and the Frog. In točno tako risankasto film tudi deluje. V glavni vlogi je zdaj Anthony Mackie, ki je pač prevzel, kako mi temu rečemo, plašč, mantle. Prevzel je mantle Stotnika Amerike, Danny Ramirez je Falcon, noter je pa drugače Harrison Ford kot Thaddeus Ross oziroma Rdeči Hulk. In Igor bo spet na kratko povedal, o čem je Stotnik Amerika tokrat. Ja, jaz bi rekel, da to pač ime zavaja, to ni film Stotnik Amerika 4, ampak je film The Incredible Hulk 2, ker se v glavnem nanaša na Hulka, pa Rdeči Hulk je not, pa pač Marvel oziroma Disney ima averzijo do tega, da bi naredil film o Hulku, zato ker imajo pogodbo z studijem Universal, da mora Universal prevzeti distribucijo za morebitni novi Hulk in posledično pač smo imeli do zdaj že Thor Ragnarok in Hulk, ne? In zdaj imamo Captain America in Hulk, samo da ne bi bogvari imeli Hulka v naslovu. Skratka, oni se uči biti Captain America, pa prav zares, mislim, imeli smo že serijo, kjer je to počel, pa zdaj še enkrat gremo, pa še vedno ne ve kako pa kaj. Harrison Ford, ki je nadomestil Williama Hurta, je zdaj Thaddeus Ross, ki postane predsednik in ima ene travme. Ta je tudi edini lik, ki ima neko rast v filmu, razvoj, ne? Ampak je zaupal temu Timu Blakeu Nelsonu, kar res ne vem, zakaj bi kdo. In je ga ta tip, ki je bil znanstvenik v Incredible Hulku, je bil zdaj v zaporu in je delal zdravilo za Rossa, da Ross naj bi infarkt in mu je pač dal zraven tole alfa particles, whatever. Gama. Gama. Ni alfa, ampak je gama. Tako. Ker smo pri Brave New Worldu. Ja. In potem pač na koncu postane v zadnjih 15 minutah on Hulk in razturi Belo hišo in mislim, meni je to tako neumno vse skupaj. Sploh pa na koncu, mislim, videli smo že Hulka, tale je zdaj pač rdeč. Vsi Secret Service tam bi lahko rekli, to je Hulk. Mogoče rdeče barve, ampak vemo, da ga ne smemo razpizditi. Kaj bi ga razpizdilo? Kaj če streljam malo v njega s temi metki, ki ga bojo razpizdili, ker nič drugega ne pride do živega in pač basically, wow,
everyone's an idiot. Ne? In poleg tega še imaš vmes tega Giancarla Esposita. Kaj je to bilo? On malo se tam pojavi in se Captain America bori proti njemu. Tip je 70 plus in nima superpowers. Se Captain America tudi nima superpowers, ampak what the fuck? Ona dva se tam mata cel neki fight, kjer se streljata in edino, kar oni zmore, je, da vzame še eno pištolo od nekod in strelja proti Captain Ameriki, ki ima ščit, ki ga naredi neončljiv. Mislim, res, why? Bravo, Igor. Ja, to se tudi mi sprašujemo nekako. Ja, mi dva, Igor, sva tale film gledali skupaj, tako da delim tvoj sentiment. Mene je še bolj kot to razjezlo, da je to čista neka benigno ponavljanje vsega, kar smo do zdaj že videli. Skratka, niti niso mogli najti nekega zlobca, ki bi imel, mislim, niso mogli najti nekih tipov, ki bi imeli nek kako bi rekel, nek krač, nek motiv, da ubijejo predsednika oziroma karkoli pač oni hočejo narediti, ampak on more spet uporabiti ta nek brainwashing, tokrat preko muske in telefona, kjer sporočajo nam, da so pametni telefoni nevarni. Hvala Marvel za to super moralko. Ja, 2015 je klicalo kao čin moralko. Tako, ja. Ampak potem se še pač Sebastian Stan pojavi noter kot pač Bucky Barnes, da še dobiš še eno opozorilo, da je to ukradena njegova zgodba, pač, da je zdaj tale Samuel Stearns, pač so mu oprali možgane in potem ta neka zlobec, ki skuša iz tega, ker sovraži predsednika, skuša zaneti vojno med Japonsko, Ameriko in on želi, da Rossova zapuščina kot predsednik, da propade. Kao. Ja, in zaradi tega bo uničil svet, magari. Hey, we had worse. Ja, in na tej točki so pač to, da je noter pač tale Giancarlo Esposito, je pač sam neka za tiste fane, ki pač poznajo vse te obrobne like Marvela, da takoj pač vejo, da je to nek Sidewinder. Meni je bilo res vseeno, a je ali ne. Tale Shira Haas je noter samo zato, da vejo, da je pač to neka lik te bivše črne vdove. Res, in v teh časih smo res rabili glavni lik Izraelke, ki kako čuva ameriškega predsednika. Mogoče, če je bilo to neko sporočilo, kako so pač zlizani. Ne vem, mene predvsem to, najbolj pa človeka pač vidi se, kje Marvel trenutno je, ko pridemo do skratka tega, spet do tega dodatnega prizora, ki ga dobimo, kjer nam ne povejo nič drugega kot to, kar smo že 100 let vemo, nekaj cajta vemo, da pač obstaja več vesolja. On še enkrat pove, a res misli, da je samo eno vesolje? Ne, on je bil zraven pri prejšnjih zadevah, zgodbah, valjda ve, da obstaja več vesolje, drugi so mu povedali, ali ne vem kaj, zakaj smo rabili to še enkrat. Zato, ker ta zlikovac, njegov superpower je, da ima zelo dobro skine verjetnosti, tako da je povedal, najverjetneje so druge vesolje, tako stari. ja, mislim, fiziki so bili tako, zato pa res je rabo biti polit z, ne vem, krvjo Hulka. Ja. In ne vem, skratka, mimogrede vržejo noter adamantium, s čimer pač hočejo reči, pomirite se boževalci, se pridejo X-meni, ampak mi gledamo time slot vaših filmov, X-menov ni nikjer, niti Blade več nimate, ne vem, Marvel, kva počnete? Mito, da ne bom jaz še Mito. Kako pa se tebi zdel, tudi si ga uspel ujeti? Slabo. Jaz moram reči, da v bistvu strinjam se z Igorom, da je edini lik, ki ima tlele neko rep pa glavo, je Harrison Ford, kljub temu, da igra najbolj stereotipno Harrison Ford vlogo ever, ker pač Harrison Ford zadnjih 20 let igra, kot da pač noče biti v tem filmu, v katerem ga ravno kar gledamo. Ne, v onem Blade Runnerju bi vrel. Ja, ampak tudi tam je kot nek tisti stari godrnjaček, starček, ki pač noče biti v tem filmu. Samo tam najde lepoto pa ljubezen vseeno. Isto v Star Warsih, v rebootu potem. Tako da, pač,
Ja, tudi The Falcon, njegov lik ne gre nikam. To, da se on zdaj sprašuje, kaj je Steve Rogers dobro izbral ali ne, in da rabi Buckyja, da mu reče, da je shut the fuck up, stari, pa samo uporablja tale ščit pa Wakando tek naprej še, kao, ne, se važno je, da si dober človek, ki bo znal potem Hulka pomiriti na točno isti predvidljivi način, kot smo ga videli že v Age of Ultron, če se ne motim, ne. Slab zaplet, predvidljivo. Mislim, da so tudi Marvel je trailer epsko zajebo. Ker mislim, da glavni point zaplet je tega, da ne vemo, kaj je v teh zdravilih. Da, kaj je tisti glavni catch, da se bo on na koncu spremenil. Pa v traileru najprej vidiš Harrison Ford je Rdeči Hulk. Ja. In je v bistvu ta misterij je bil že tle spuščen v luft, medtem ko pač ta zaplet oziroma zarota ali kakorkoli načrt tega gama možgančka, no, pač sorry, ni bil niti tako zanimiv, no. A veš, niti tako hudo kompleksen ali pa v bistvu zelo predvidljiv, no. On se potem na koncu preda enim kekcom tamle, ne. Ker je pač dosegel svoje, da bo Ross zgubil in prevzel potem odgovornost in Liv Tyler bo slavnostno vrnila v Marvelovo vesolje in to je to. Tako da, ogromna zamujena priložnost, barve smo že omenili, akcija je porazno slaba v smislu geografije, tempa, koncepta, koreografije in tako naprej, tako da ja, škoda. Ja, še imamo kaj zavedati. Jaz se v resnici na te točke res sprašujem, a bi še hodil v Marvele sploh gledal v kino. Jaz nimam nekega velikega upanja, da bo je Thunderbolts karkoli naredil, ker je to tudi eden od teh filmov, ki prvič nikamor ne bo pelal, domnevam, da MCU-ja, ker to pač nima, ker ponavadi oni teko nove like upelja, oziroma tukaj zdaj niso novi, ampak imajo pa svoj novi film. Jaz sicer Florence Pugh bom šel gledat, ampak res bolj manj sem še zaradi nje. Ne morem pa verjeti, da Marvel zdaj že napoveduje nove Avengerje, zato ker preprosto ti njihovi liki, niti samostojnih filmov več ne uspejo speljati. Kako bojo te like furali v nekem filmu, kjer bo 15 likov, ne vem, pustimo to, da zdaj so nazaj vrnili Eternalse, oziroma vsaj zgodbo Eternalsov so drugi Marvelovi filmi omenili, ne? Ampak, če jaz pa razumem, z Eternals ne mislijo več delati, ker pol bi mogli tudi z Moon Knightom nekaj delati, pa tudi tam ne mislijo več. Jaz ne vem. Ne vem. Ja, mislim, res deluje trenutno brez glavo. Ne? Tako da, ali bo Marvel šel v franže, ali se bojo pa morali začeti učiti malo preostalih. Mislim, da... Mislim, še vedno Fantastic Four, ki pride, to zgleda zanimivo. Ne? To pa na osnovi trailerja pa tega pa me zanima, kam bo odpeljali. No? Če bo imel še eno kao ensemble film, kjer bo imeli isti quipih Marvel humor, pa bedno omakasto akcijo, pač tega ne rabimo gledati. Res ne rabimo gledati. Vizualno je tale čist nekaj drugega. Videl. Ampak meni to, mislim, tudi Thor, prvi Taikov Thor je bil bistveno osvežitev, pa ne vem, zakaj niso se vsi naučili od tega nekaj, če že sam Vajika se ni mogel, ne? Bistveno treba tu, kako ne rečem, diverzificirati kao pristope do superjunaške tematike ali pa koncepta, no? Ker če bomo samo eno in isto formulo delali, bo res borik. Koliko pa upate staviti, da bo DC začel nekaj dobrega, novega z Supermanom, ki pride polet? Ne vem, mislim, zgleda špasno. Evo, že to, kot prvo mi zgleda ful špasno. Pa zgleda, da se ne jemlje tako resno, kot se poprejšnje verzije, Snyderjeva verzija, da bo mogoče Superman, ki je poznan mogoče nam iz 90-ih, ko je bila ona TV serija, meni deluje tako barvito, pa en ta pristop ima noter. Tako da ja, če že to dobim, bom odklukal pričakovanje, kaj več pa bom videl. Ja, jaz mislim, da Superman bo zelo zanimiv, mislim pa, da tudi ima problem Gunn pol dalje. Ne? Supergirl se še snema, zdaj so napovedali Clayface, ni pa nikjer vseh ostalih zanimivih stvari, ki so bile napovedane od Batmana naprej. Ne? Mislim, da je se še delala tale serija z svetilkami, kar bomo videli, kako bo, ne? Ampak definitivno bi jim bolj zaupal, če bi napovedali še vsaj 3 filme, razen teh 2, ki sta basically že posneta.
Zgleda pa to zelo lepo, pa mislim, da tudi Supergirl bo čist v redu izpadla. Okay. Na to nekako mogoče se tudi navezuje vprašanje poslušalcev oziroma rubrika Pejte k obodu. Boletov nas je nekaj časa nazaj spraševal, kateri film bi dali v drugi žanr ali drugemu režiserju in ga s tem izboljšali. Sam pravi, da bi z veseljem gledal Avengers, ki bi jih naredil Wes Anderson. Imate vidva kakšno željo potem, da bi dala kakšen film komu drugemu, pa mogoče s tem menjala žanr ali pa vsaj vizualno podobo? Vizualno podobo. Zdaj ne vem, jaz ne razmišljam prav o režiserju, bolj kot o žanru in jaz bi dal zadnjo trilogijo Star Warsov Rian Johnsonu. Celotna. Okay. Celotna. Celotna. Ne da bi jo zdaj Abrams kot sendvič objemal na obeh stranih. Pač to me zanima, ker mislim, da bi bil bistveno boljši izdelek. Samo vizualno podobo, to pa full triki. Ne vem, Tina je rekla kao Star Trek, pa da bi jih delal, ena stvar je, da bi Tarantino, to me pač iskreno zanima, ampak pač tega ne bo naredil, tako da ona je rekla kao, da bi, kar se mi zdi zanimiva ideja, ampak Fincher, da bi delal Star Trek film, ampak tak, it's not really his thing. Ja, bilo bi ful zanimivo, ampak tak detektivka v Star Treku, mogoče neka taka dark detektivka, 7 v Star Treku. Ja. To bi bilo dark, ja. Yeah. Kaj pa ti, Aljoša? Jaz sem tudi dosti uhtal o tem, v resnici bi jaz samo rad Marvelove filme dal nekomu kompetentnemu, ki zna toliko zanimivo akcijo delati. Predvsem to bi me zanimalo, ker v tem Stotniku Amerika to zdaj nismo kaj dosti omenili, ampak akcija pa spet taka tipična generična, pri čemer mene recimo ta končni CGI dvoboj še niti ni bilo toliko slab, kot mi je bilo slabo prej vse. Ko se z nekimi živimi ljudmi tepejo, pa ni nič posebnega. Ali streljajo. Ja. Mislim, da je pač recimo Chad Stahelski z Johnom Wickom pokazal recimo ene zanimive možnosti, ki jih lahko naredi akcijski režiser in kljub temu, da ohrani nek svoj stil skozi vse 4 filme, malo vseeno razvija to neko svojo izhodiščno formulo. Drugače zdaj nikoli ne bomo zvedeli, kaj bi vsaj David Lynch lahko naredil. Jaz bi recimo Lynchu dal kakšnega Stephena Kinga zadelati, ker se mi zdi, da je on res mojster tesnobe, mojster nenavadnega, mojster tega čudnega. Si pa mi mislim, da Igor, da sva se midva zadnjič pogovarjala, da bo Mike Flanagan delal The Swamp Thing. Mike Flanagan bo delal... Mike Flanagan je napisal scenarij za Clayface, danes so pa javili, da bo nekdo drug režiral zadevo. Ker on očitno vseeno mora za Amazon delati, ker ima z njimi pogodbo, bojo pa njegov scenarij uporabili. Recimo Flanagan mi je en tak tudi zanimiv režiser, ki bi si še ki bi res mogoče me zanimalo, če bi on poskušal. Res pa, to pa me zdaj, so me pa te Tinine ideje čist. Nisem niti pomislil, da bi malo razmišljal o tem, komu bi Star Trek dal delati. Ampak recimo Taika Waititi bi bil meni tudi fajn, recimo za Star Trek, s kakšnimi odpičenimi, mislim, da bi kakšne te koze kričeče boljš delale v Star Treku, v kakšni epizodi, da se razumemo, v seriji, ne v filmu, kot pa v filmu. Igor, kaj pa ti? Jaz mislim, da bi Marvel filme moral delati Luka Marčetič. Akcija, ne vem, kaj bi izpadla, ampak to bi bilo cool. Ja. Pač mislim... James Wan je še en režiser, ki zna zelo dobro akcijo narediti, kar je pokazal pri tistem zadnjem filmu, kaj je že bil neki na M, ono, ko se v Seattlu dogaja, tebi ni bilo posebej všeč, Aljoša. V glavnem, horror film bi naj bil, ampak pol je basically bil akcijski. Ampak tisti njegov Fast and Furious film je imel zelo zanimive akcijske scene, tako da me prav res čudi, da ni niti DC, niti tele, kaj so Marvel ga pohopsal, ker... Čakaj, ampak DC mu je dal Aquamana zadnjega. Aquamana je naredil 1 pa 2, se je res. Pričem je prvi Aquaman, ko se, kaj je že, Nicole Kidman mlati v Unibajti, tiste je bilo zelo dobro narediti. Ja. No, tako da mogoče še on, da bi dobil še kako šanso. Kaj pa vem, mislim pač res, da tu je zamujena priložnost, da ne rečejo slovenskim režiserjem. No.
Še bi se jih najdlo, ne sem Luka, ne, ki bi bili primerni. No. Vinko Möderndorfer. Ja, bravo. Njemu bi lahko Dune drugo sezono dal profesija. Da bi mal družbe uvedel noter. Ja. Kakorkoli že, dajte tudi vi pridite na Discord, spet vas vabimo na Discord, pa povejte, če bi kakšne so vaše ideje, če imate kakšno pičeno idejo. Lahko tudi napišete to v komentar na YouTube, če nas poslušate po novem, ali pa zdaj že nekaj časa smo tam, ampak na YouTube dajte tudi kakšen tam komentar. Mi pa seveda na hitro pogledamo še našo rubriko, kaj smo gledali, brali, špilali, poslušali, in Igor je prvi, ki je pogledal nekaj, kar je, domnevam, da zdaj ena najbolj popularnih stvari v kinih. Ja, Pasji mož, jaz bom samo rekel, knjiga je bila boljša. Knjige so boljše in to je to. Dost lušen koncept je, ne uspejo ga pa prenesti. Zdaj, tisti, ki ne veste, Pasji mož je lik, ki ga rišeta glavna junaka stripov Kapitan Gatnik, in je celotna zgodba narejena, kot da res sta naredila 20-letna mulca. In glavni, torej naslovni junak Pasji mož je v bistvu bil ful dober policaj z psom, pri čemer je bil pes pameten, policaj pa se je dobro bojeval, in potem je bila, pač si ima bombo razneslo in je medicinska sestra rekla, kaj pa če prišijemo pasjo glavo na pač policajevo telo, ne? In so to naredili in zdaj imamo pasjega moža. To je zelo insane vse skupaj, ne? Ampak znotraj tega deluje, zato ker pač v stripih ti celcajt se zavedaš, da je to strip, ki ga rišeta in komentirata vmes 20-letna mulca. V filmu so to naredili tako, da dva pač imaš voiceover in da reče, ja, mi dva sva ta Klemen pa Grega in to je Pasji mož in niti nimaš nobene navezave na to, ne. Glavnem, pol pa pač en kup nekega humorja se zgubi in drugih zadev še vedno je pa kar lušno. Ampak pač res, če si fan stripov, boš razočaran. In potem sem pogledal serijo Laid na Sky Showtime, ki jo kar priporočam. Je pa malo insane ideja, tale Stephanie Shu igra eno punco, ki ni najbolj all together in nenadoma ugotovi, da je en njen bivši umrl, njen prvi, s katerim je spala. In potem ugotavlja, da vsi njeni bivši začenjajo umirati in to po vrstnem redu, po katerim je spala z njimi. In ima prijateljico in cimro, ki ji pomaga nekako razrešiti, kaj bi to bilo, ona pa je še vedno pač cel mes in točno tak lik, kot jih vedno igra Stephanie Shu. In je kar pač zabavno in lušno in pač v redu narejeno, no, smešno. In potem berem knjigo, ki mi je ful všeč in je avtor Igor Štiks, naslov je Dvojni V, izšlo je lani pri Mladinski. In je politični thriller, ki se dogaja malo v Parizu, pa veliko v Dalmaciji, pa malo še med vojno, in hkrati je, moram reči, totalno frustrating, ker ima čist preveč likov, čist preveč podobna imena in sicer čakaj malo, kaj? Ne, to je on drugi. In mislim, da je namenoma zato, da te malo bolj drži temo, ne? Ampak ja, to je. To se bo treba prebiti do konca, bom naslednjič poročal, če ker ja, prva tretjina je zelo dobro napisana, no, ful mi je všeč. Balkanski vrhunski super. Hvala, Igor. Mito, a si ti kaj pogledal? Jaz sem danes zaključil drugo sezono Twin Peaksa. Ja, to sem ga zdaj že tretjič pogledal. Mislim, da zdaj po 15 letih ponovno. In ja, še vedno v redu, kljub precej obupni drugi sezoni. Ampak ja, malo ga obnavljam, ker mislim, da smo že vsaj med nami si napovedali en homaž Lynchu, tako da bi rad celoten njegov katalog, kolikor je le mogoče, pač osvežil.
Tretjo sezono si že gledal? Ne, nisi. Ne, to boš zdaj se lotil. Ko utegnem, zdaj bi se rad najprej lotil še, da zaključim Everybody Hates Chris, ki sem obtičal na tretji sezoni, pa Severance sem obtičal, pa White Lotus se je začel, pa malo sem razpižen, ker tretja sezona Yellow Jackets ni še do nas prišla, tako da to so ene te zadeve, ki še jih čakam. Ja. Pol pa mogoče Twin Peaks S3. Ok, super. Jaz bom poročal še o dveh grozljivkah z lanskega leta, ki sem jih uspel pogledati. Ena je Humanist Vampire Seeking Consenting Suicidal Person, ki ga imate zdaj na novem na Maxu, drugače kanadska grozljivka o vampirki, ki ima težave s performansom, ali kako bi temu človek rekel, skratka, ne zrastejo ji skratka ta dva zoba, kaj sta to sekalca. Podočnika. Podočnika, tako, kar je seveda nujno za vampirko, in hkrati se ljudje preveč smilijo in potem najde nekoga, ki skuša storiti samomor in skupaj naredita pakt, da njega bo da bo on njen prva žrtev, s katerim bo začela svoj vampirski pohod. Mogoče je film malo zamudil v tem smislu, da je What We Do in the Shadows pobral že ene najboljše fore iz tega vampirskega podžanra in da tukaj mogoče malo zmanjka, ampak meni je bilo vseeno, moram reči, da še kar zabaven film. In pogledal sem Heretika z Hughom Grantom, kjer je pač Hugh Grant izjemen in strašljiv, in jaz bi Hugh Granta še zmeraj trdim v vseh filmih, da je ga zlobca. In pričakujem, da ko bojo našli naslednjega Bonda, da bojo Hugh Grantu ponudili vlogo super zlobca, ker si jo res zdaj že počasi človek zasluži. Drugače bi rad sem na kratko še povedal, da sem pogledal tretjo sezono Star Wars The Bad Batch, ki mi je bil dober zaključi štorijo, mi je pa mogoče malo žal, da mislim, da je preveč akcijska. No? Se mi zdi, da je toliko akcije nekaj noter, ki je precej dolgočasna narisana, pač tudi ni nekaj posebnega, tako da priporočam pa vseeno fanom, ker ima neke te M-counts in podobne zabavne stvari, malo vidiš, kaj Imperij dela, preden se vrne. In pa pogledal sem 6. sezono Strike, ki jo imate na Maxu. Potem, ko sem prebral knjigo, moram reči, da so spet zelo dobro adaptirali knjigo, ki ima veliko pogovorov v spletni klepetalnici, veliko tweetov, veliko internetnega tega nekega naracije ima in so to v serijo zelo dobro upeljali in popreprostili, ker je v resnici primer na koncu še kar simpel, je treba reči. Tako da jaz sem še vedno kar fan, je pa to tako, no, nekaj za pogledati, ni pa zdaj tudi ne tak strašen presežek. In nekaj podobnega je za, ne vem, ali je to zdaj miniserija, ali je to bila samo prva sezona serije The New Look, kjer pravzaprav, mislim, da je po moje bila miniserija, ker se stvar zaključila, kar se mene tiče, kjer izvemo nekaj o življenju Christiana Diorja in Coco Chanel med drugo svetovno vojno. Gre namreč za serijo, ki je nastala po eni knjigi, ki je razkrila, da je Coco Chanel med drugo svetovno vojno sodelovala z nacisti in da so jo celo poslali na neko tajno misijo, neka veja nacistov, pač znotraj vlade Tretjega rajha, da bi se dobila z Winstonom Churchillom in z njim, ki je pač neki zasebni prijatelj, in z njim dogovorila o miru med Veliko Britanijo in Nemčijo, da bi se pač nehali napadati in da bi mogoče Britanci stopili med sile osi. Veliko je na to oblekah, jaz nisem tistega najbolj razumel. Moram pač reči, da tista revolucionarna prva modna revija se mi ni zdela nič posebnega, ampak mogoče to zaradi tega, ker živimo v letu 2025 in so pač take obleke nekaj pač čist normalnega, mogoče takrat pač niso bile, ne vem. Skratka, Maisie Williams je tudi noter, no, za tiste, ki ste fani, in je čisto v redu narejena, no, produkcijsko čisto ok za eno tako evropsko reč. Ljudje in ljudi ne. Poslušali ste 208. epizodo podcasta, ki sliši na ime Obod, podcasta za serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov od F do Z, ki ga gosti mreža Aparatus. Z vami smo bili
Igor, palačne intrige. Harp. Ja, palačne, prav je to. Tako. Ja. Mito 72 devic, Gegič. Inšala. In Aljoša, precizni pesnik Harlamov. Tole epizodo smo znova posneli preko spleta, zahvaliti se moramo torej našim telekomunikacijskim ponudnikom in tehnooligarskim gospodarjem. Če vam je bila današnja izkušnja všeč, spremljate, delite in všečkate naš podcast, naročite se nam preko vaše najljubše aplikacije in nam tam dajte tudi kakšno ceno, priporočite ga v poslušanje čakajočim pri zdravniku, da lahko še oni poslušajo med neskončnim čakanjem na obravnavo. In če ne zmorete tako hitro gledati, brati in poslušati kot mi in ste večni zamudi za našimi temami, vam svetujemo, da pustite službo, razdrite razmerje, v katerem ste, otroke oddajte starim staršem, vložite vse svoje prihranke v kriptovalute in ali oropajte banko, zaprite se v stanovanje vsemi naročninami ali se pridružite kultu, ki verjame v žanr. Kar zamujate, je namreč vaše življenje. Podcast Obot is life. Podcast najdete na Twitterju, Facebooku, Instagramu, Discordu, poslušate ga lahko na vseh odjemalnikih podcastov in na YouTubu. Pridružite se nam v klepetu vsem, kar je novega v žanru na platnih, med platnicami in na ekranih, o naših epizodah in razmišljujočih strojih. To je bila že 208. epizoda. Naslednja epizoda bo zunaj čez 2 tedna, torej 11. marca. O čem bomo govorili takrat, pa naj zaenkrat še ostane skrivnost, kajti tudi mi ne vemo. Hvala, ker ste nam naklonili svojo pozornost. Cool. To je to, nič ne boste rekli, kul. Cool. Podcast Obot is live.